Dober dan in dobrodošli. Znova v seriji Forbesovih pogovorov 30x30, torej pogovorov z mladimi, ki premikajo meje. Sem Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenija, in z mano sta Marcel Dover in Nejc Ekart, ki razvijate aplikacijo za naročanje Line Booking. Pozdravljena. Zdravo, hvala za povabilo. Ob razglasitvi izbora 30x30 so se na ljubljanski ekonomski fakulteti pohvalili, da so med izbranci trije njihovi nekdanji študenti, med njimi sta tudi vidva. In prav na tej fakulteti sta začrtala svojo podjetniško pot, ko sta skupaj z Markom Zemljaričem, s katerim ste še danes v poslu, ustanovili agencijo Statera. Pa me zanima, kaj ste takrat počeli in kaj ste se na tem projektu naučili, kar vam je koristilo potem naprej? V bistvu agencija Statera bila naše prvo podjetje, mi temu pravimo, ne? Res, jaz pa Marcel smo se našla kot sošolca na ekonomski fakulteti. Marko je bil že odprej moj otroški prijatelj, da smo hitro združili moči, videli, da nekaj znamo in smo takrat v bistvu delali marketing, pa spletne strani, neko tudi razvoj po meri za razna slovenska podjetja. To nam je dalo v bistvu neki uvid v celo poslovni svet, kako se vodi podjetje, kako se prvič postavi ekipa, kako v bistvu nekako potešiti želje strank in kako z tega narediti neki posel, ne? In smo v bistvu mi ogromno nekih stvari, ki jih zdaj uporabljamo pri Line Bookingu, smo v bistvu črpali iz Statera. Statera nam dala v bistvu vse temelje, da delamo to, kar delamo danes, ne? Line Booking ni samo aplikacija za naročanje na termine, ampak tudi avtomatizira pošiljanje opomnikov, omogoča spletna plačila in izdajo računov. Kako ste prišli na idejo, da bi razvijali takšno aplikacijo in kako ste se razvoja sploh lotili? Ja, v bistvu mi smo imeli to, bi rekel, ta privilegij, da smo skozi agencijo Statera smo delali z kar nekaj naročniki, ki so imeli ta aspekt naročanja. In smo se mi smo uporabljali neka obstoječa orodja, neke obstoječe aplikacije za naročanje, ki pa niso potešile naših želja, ki niso bile dosti dobre in smo se takrat odločili, da gremo razviti svojo aplikacijo, se pravi Line Booking. Samega procesa smo se pa lotili, jaz bi rekel, kar neko učbeniško, no, kako se razvija tak produkt. Se pravi, na začetku smo šli narediti več kot 100 intervjujev z nekimi potencialnimi uporabniki, zato da smo videli, kaj so dejansko njihove težave, na kak način bi jih lahko reševali. In v bistvu takrat naprej bi rekel, da še vedno imamo to, da gremo do naših uporabnikov, da dobijamo neke povratne informacije, na podlagi tega potem razvijamo aplikacijo, ne. In tako smo prišli iz aplikacije za naročanje še do tega avtomatskega obveščanja, do davčne blagajne in še več kot 50 drugih funkcionalnosti, no, ki lajšajo proces naročanja podjetjem. V enem aplikaciji bomo nekoliko več tudi še kasneje, ampak v enem od intervjujev sta omenjala veliko strast do podjetništva. Pa me zanima, odkot ta strast? Iz želje biti sam svoj gospodar, ustvarjati zase in ne za druge, kaj tretjega? Pri meni je bilo tako, da jaz prihajam take zelo ekonomske družine. Vsi moji, jaz mislim, še tete pa strici so tako drugače študirali ekonomijo, pa so v tem, ne. Tako jaz bi rekel, da sem nekako v poslu ali pa čutim posel že od malega, ne. Sem včasih na bolhi prodajal stvari kot osnovno pa srednjo šolo. Tako da mi je bilo to takrat neki toti prvi dopamin z tega, ko se zgodi neka prodaja. Pol pa ja, jaz mislim, da je to samo neka svojo pot, pa da pač si čisto odgovoren in za uspehe pa neuspehe, ne. In da se vsak dan trudiš biti malo boljši. Skozi to jaz vidim neko podjetništvo, ne, kot neka zelo lepa taka življenjska pot, no, ne samo za neka karierna, tako se mi zdi to bolj življenjsko poslanstvo podjetništvo pri meni, ne. Ja, mislim, pri meni malo drugače, niso ekonomisti, so bolj v drugih sferah, ampak bi rekel, da že od malega, da sem imel to neko željo, da gradim nekaj, ne. Spomnim se, kot otrok sem oboževal Lego kocke in se mi zdi, da se pol to neko stopnjuje v to, da greš v neko tako smer podjetništva, kjer gradiš neko zgodbo, neko ekipo, potem tista neka prva potrditev na trgu, ki jo dobiš, ne, prva zadovoljna stranka, se mi zdi, da je to pol nek dopamin, da padeš v nek tak bi rekel, lijak brez dna in preprosto želiš pač nadaljevati, ne. Tako da ja, tudi v bistvu že od mladih nog, no. Koliko sta pri tem imela recimo podpore družine? Koliko je pomembno, da te družini podprejo ali pa ne podprejo? Jaz mislim, da to igra gromozansko vlogo, ne. Jaz vem, da si tako podporo, ko imam jaz že od nekaj doma, pa še danes,
Mislim, jaz si brez tega ne predstavljam, da bi človek vse takrat na začetku, ko je res vse šlo zelo na knap, da tako rečem, ne, ali pa se bi kaj drugega tudi pričakovalo, marsikateri starš bi kaj drugega pričakoval od otroka, jaz imel brezmejno podporo doma vedno, ne, to je bilo res, mislim, za to ful hvaležen, ne. In tudi punce morajo partnerji naš, ne, se ne samo nas ustanoviteljev, cele ekipe, ko delamo po cele dneve, je to zelo pomembno, da oni razumejo, da gradimo nekaj velikega, ne? Da pač kako noč prideš bolj pozno domov, greš hitro, te vikende ni, ker delaš, ne? In se mi zdi, da če nimaš doma te podpore, je lahko zelo težko, no? Vse jaz si ne predstavljam, kaj bi bilo in sem ekstremno hvaležen, da sem v situaciji, ko imam pač jaz doma brezpogojno podporo in strani punce, in strani družine, tako da to mi res ogromno pomeni, no? Ja, se strinjam, jaz mislim, da tu neka podpora tvojega socialnega sistema, da je zelo pomembna, ne? Predvsem tako je rekel, iz družine, punc, ostalih prijateljev, ne? Zdaj jaz bom rekel, da jaz na začetku sicer zdaj ni bila to 100% podpora, zato ker se starši bojijo za tebe, ne? Pa podjetništvo je še vseeno je tak nek vrtiljak, lahko ti uspe, lahko ti ne? In je, bi rekel, nek logičen odziv starša, da te želijo zavarovati, pa najdi si neko bolj tako stabilno službo, nek stabilen prihodek. Ker to je bolj negotovo, ne? Tako, ampak bi rekel, da pol v bistvu, ko smo pa tudi mi pokazali našim staršem, da pač mislimo resno, da ta zgodba nek odpije vodo, se mi pa zdi, da tudi tu, da je potem postala ta podpora sam še bolj močna, no, tako da. Ja. In zdaj po 4 letih še vedno je tam. Absolutno. Jaz bi rekel, da je z dneva v dan, da je večja, no, tako da. Ja. Če se vrnemo na aplikacijo, trg tovrstnih aplikacij zelo hitro raste. Hkrati je pa tudi na njem čedalje večja konkurenca. Pa me zanima, kako vi prepričate kupce? Jaz mislim, da trg raste, pa da čedalje večja konkurenca, je super trg za biti na njem, ne? Zato ker te to eno, res je trga vedno več, drugo pa te sili, da si vsak dan vedno boljši, ne? In s tem, ko obstaja tudi kakšna konkurenca, te res sili, da vsak dan daš od sebe, ne samo 100%, ampak 120%, ne? In da imaš to vedno v mislih, moram biti boljši, moram nekaj inovirati, moram imeti neki drugačen pristop, moram se potruditi, ne? Zdaj mi, v bistvu jaz bi rekel, da sama aplikacija kot taka je res tehnološko zelo dovršena, imamo neke napredne funkcionalnosti, ogromno smo poslušali in še poslušamo naše kupce pa stranke in skozi to nekako razvijamo z njimi, ne? To je ena stvar. Druga stvar pa, se trudimo, imamo pri njih res neko močno podporo, da jim držimo, ne? Jaz bi rekel, da podpora je ena od glavnih stvari, da oni so res zadovoljni s tem, da vejo, da se lahko obrnejo na nas in bilo kaj zanima, da smo tu za njih, da jim pomagamo. In jaz mislim, da je to ogromno pomeni, da to naši uporabniki cenijo. Vedno znova nam dajo ta feedback, da jim ogromno pomeni, da imajo nekoga, na koga se lahko vedno obrnejo. No, tudi če je neko neumno vprašanje, ali pa tudi če je to zdaj v petek popoldne, ne, da smo tam za njih, ne? In to je, se mi zdi, neka taka lepa stvar, ne? Marcel, recimo, kako pogosto spreminjate, dopolnjujete, nadgrajujete aplikacijo? Kako izgleda ta razvoj pri vas? Ja, v bistvu to smo se mislim, da včeraj pogovarjali v pisarni, da neke posodobitve, neki updati se dogajajo praktično vsak dan, ne? Ali so to neke optimizacije, ki niso direktno vidne, pa pač vplivajo na samo delovanje aplikacije, da je ta pač še hitrejša, ali so to neke večje funkcionalnosti, ne? Ampak trudimo se tu, bi rekel, neka rdeča nit tega je, da poskušamo neko večjo funkcionalnost vsaj enkrat mesečno sprocesirati oziroma lansirati na trg, ne? Ampak zasledujemo pa to pot konstantnega razvoja, ker samo na tak način tudi ohraniš to tehnološko prednost pred konkurenco, kar je tudi Nec povedal, ne? Trenutno imate okrog 1000 strank, so pa pretežno v regiji, drži. Nedolgo nazaj ste odprli pisarno v Srbiji. Je to vaš prvi izhod na tuj trg? Zdaj, ja, da 1000 je bilo, ko smo se menili nekaj časa nazaj, zdaj smo že, gremo proti, ja, je že nekaj več, no, zdaj gremo že proti 1500, no, tako da, ja, zdaj imamo pisarno dejansko v Beogradu, ki smo jo odpirali na začetku poletja. V bistvu na začetku junija smo odprli pisarno, ja, smo pa v bistvu tudi odprli podjetje pol v Srbiji, ne? Ja. Pa, oktobra smo pa odprli v Zagrebu še pisarno, ja. Je pa bil to, v bistvu smo že bili predtem, ko smo v Beogradu odprli pisarno, nekako prisotni tako ali drugače na trgih bivše skupne države, ne? Ampak se mi zdi, da to korak, da doli odpreš prav pisarno in da so tam v tej pisarni prav ljudje, ki delajo samo za tisti trg, neki čist drugi korak, kot pa to, da iz Slovenije napadaš neke tuje trge, kar smo počeli že prej, ampak se mi zdi, da to je vseeno neki močnejši korak naprej, ko odpreš pisarno in doli imaš ekipo, ne? Se mi zdi, da to čisto druga zgodba, ne? Koliko boste povečali število zaposlenih zaradi tega? Zdaj, čisto konkretno zaradi Hrvaške v Zagrebu smo zdaj za 3,
ne? Isto pa v Srbiji je 3, ne? 3 pa 3 v nekem začetnem koraku, pol pa plani za 2026 so pa absolutno še več. Ampak ja, ta neka prvo povečanje je bilo za 6 ljudi. Ne? Je pa res, da tudi tu en izkušen kader iz Slovenije, ki mu zaupamo, ki je že dolgo z nami, ki se je tu dokazal, tudi prevzema vloge in funkcije doli, vodenja doli ekipe. Ne? Tudi to neka lepa pot, ko vidimo, ko imamo super ekipo, kako to karierno nekako rastejo. Ja, jaz se še spomnim, ko so ti fantje prišli k nam. Ne? In napredujejo. Napredujejo in to je nekaj najlepšega videti, kako so oni napredovali v 2-3 letih, recimo, in pa s tem tudi dobijo neke nove odgovornosti. Jaz mislim, da je zelo prav. Ne? Kar je tudi lepo videti, je to, ker so to splošno gledano še vseeno mladi ljudje, ne? In koliko so to odgovorni, koliko so to ambiciozni, koliko so to delovni, ne? Ker se mi zdi, da večkrat je ta predsodek, ne pa mladi, pa se še iščejo, pa ne vem, ampak se mi zdi, da tu dokazuje z dneva v dan ti mladi, da so pač izjemni posamezniki in da se da, no? Da se da zaupati mladim, da imajo take odgovorne naloge in da to tudi prinaša neke rezultate. Koliko je torej zdaj trenutno zaposlenih v vašem podjetju? Zdaj, če gledamo skupaj študentsko delo, pa vse to, smo zdaj dobrih 20. Ne? Ja, nas je zdaj nekaj čez 20. Ja. Je pa tako, da se ta cifra zelo hitro spreminja, ker non-stop se širimo ekipe. Zelo dinamična je. Ja, teda niti jaz ne vem točne cifre. Tak se včasih sprašujemo, ki je zdaj na. Je to 22, 23, tako malo včasih hecamo. Ja, dobrih 20. Lani so ustvarili okrog 350.000 evrov prihodkov in manjši dobiček. Kakšne bodo te številke letos, glede na vse te širitve, ki ste jih omenjali? Ja, zdaj letos približno krat 2, nekaj, ja, prihodkovni strani nekaj krat 2. Kaj se pa tiče dobička, pa mislim, še bomo videli, ne? Zdaj težko še reči, leta ni konec, vseeno, ker neke širitve, ne, zahteva neke investicije in tako smo mi tudi letos bili v nekem investicijskem ciklu kot podjetje, ne, s tem nekim prebojem na hrvaški pa srbski, še močnejšim prebojem na ta 2 trga. Ne. Teda, glede dobička bomo videli, ampak ja, prihodkovno pa približno krat 2 gremo letos. Startupi pogosto iščejo vlagatelje, ki podprejo njihov zagon in potem rast. Vi ste doslej vse financirali bolj ali manj sami, pa me zanima, zakaj. Ali ne želite spustiti vlagateljev v lastniško strukturo, ker vlagatelji običajno za svojo naložbo dobijo določen odstotek lastništva? Ali ste iskali svež kapital, morda pa ga niste dobili, ali so še kakšni drugi razlogi? Jaz bi rekel, da v prvi vrsti je bil razlog to, da smo mi bili v tem privilegiranem položaju, da smo imeli že prej agencijo, da smo imeli že prej tam zasnovano neko razvijalsko ekipo, ki je potem delala na projektu Line Booking, kar pomeni, da so bili ti začetni stroški malo nižji, kot bi bili v primeru, da bi šli čisto iz nič, se pravi, da moraš pol ti iskati programerja, vzpostaviti ekipo, Smo imeli tu neko malenkost prednost. Po drugi strani pa nikoli nismo začutili prave potrebe potem, zato ker smo dejansko pač se financirali se strani agencije. Tako da ja, nismo v bistvu iskali svežega kapitala. No. Bili so trenutki, če lahko dodam, ko so pač na neki radar smo tudi mi padli, ko so nas, jaz bi rekel, da večina nekih večjih teh lokalnih podjetij, skladov, ki se s tem ukvarja, da smo tako ali drugače so nas kontaktirali, poznamo se, jaz mislim, da so to super delajo, ampak mi smo vedno bili tak, ja, kaj pa če gremo to čez pol leta, ko bomo pa še večji, še bolj vredni. Tako da mogoče enkrat ja, ampak za zdaj smo vedno, nam je uspelo brez tega in jaz mislim, da smo ti na to ponosni, no? Da je to tako lepa zgodba, da ti sam to nekaj narediš, ampak ja, mogoče pa nekega dne. Ja, agencija Statera še deluje oziroma se zdaj financirate v bistvu iz lastnih sredstev, iz lastnega poslovanja? Ja, zdaj sama agencija Statera je v bistvu v postopku zapiranja, no, zelo majhnem, zelo omejenem obsegu, ampak ni pa to absolutno ne več, bi rekel, financer Line Bookinga. Line Booking se zdaj v bistvu financira samo od sebe, no, tako da to smo tudi kar ponosni, no, da smo v nekem relativno kratkem času prišli na ta, kako se reče, break-even neke vrste. Ja. Koliko uporabnikov imate trenutno? Zdaj, v bistvu, pri nas lahko gledate na 2 strani uporabnikov. Ne? Eno so se pravi podjetja, ki uporabljajo, ne? In vsaki dan so govor, spremljajo svoje naročila. Na drugi strani so pa to njihove končne stranke, ki se naročajo na termine. Ne? Zato, ko sem rekel, teh podjetij se zdaj približujemo 1500. Ne? Na strani
teh, če rečemo, končnih kupcev, pa obdelamo tam približno 300,000 terminov na mesec, dobrih 300, zdaj smo 350,000, nivo približno. Ne. Zdaj nimam glih podatka, koliko teh je unikatnih, ne, lahko gre kdo večkrat, ampak ja, verjetno je tu neka pavšalna cena vsaj 200,000 na mesec. Ja. Koliko pa imate recimo tržne deleže na trgih, kjer ste Slovenija, Hrvaška, Srbija, pa mislim, da Bosna in Hercegovina, ne? Ja, zdaj mislim, to je moja ocena, sicer mogoče nec mi ti me lahko popraviš, ampak v Sloveniji verjetno od tistih, ki uporabljajo neke rešitve, jaz mislim, da smo blizu 50-60%. No. Hrvaška, Srbija je pa še, tam pa je še ogromno trga za vzeti, no, ker tam je tudi več konkurence, več nekih rešitev se uporablja, tako da tam pa bo to glavni cilj v 2026 ta odstotek povišati. Ja, je pa tako za recimo predstavo, približno 15% podjetij trenutno je na Balkanu izven Slovenije. Ne. Se pravi, smo trenutno 85% Slovenija, 15% pa Balkan, ampak Balkan nam raste, ne. Tudi in tja pospešeno investiramo. Tako da, ja. Vsak od vas ima tretjino lastništva, torej tretjino vi, Marcel, Nejc in Marko. Ste torej enakovredni lastniki, kar je lahko naporno pri odločanju o pomembnih vprašanjih razvoja podjetja. Pa me zanima, kako se usklajujete, kako sklepate kompromise, se skregate, kako se pobotate, ko se skregate. In če ima morda kdo glavno besedo takrat, recimo, ko je treba presekati situacijo, ko ne pride do nekega soglasja. Ja, mi v bistvu ves čas od ustanovitve podjetja zasledujemo to 3:0 odločanje. Ne. Se pravi, moramo biti vsi trije za neko stvar, se pravi, ni nekega večinskega odločanja, da ne pride do situacije 2:1. In to lahko postane naporno. To lahko pomeni, da je debata zelo dolga, da je debata zelo razgreta. Ampak neke stvari, ki jih zasledujemo, so to, da smo pač pri debatah se pravi, iskreni, da argumentiramo, da poskušamo dobro argumentirati stvari. In načeloma debata teče, dokler ne najdemo nek konsens, s katerim se vsi trije strinjamo. Ne. Zato smo tudi upeljali ta koncept delovnih vikendov sam za nas tri, kjer v bistvu poskušamo enkrat mesečno oziroma v določenih terminih čez vikende obdelati neka večja strateška vprašanja, ki zahtevajo te poglobljene debate, ta mir, da pač ni drugega džumbusa okoli nas, in da pač v bistvu na tak način lahko hitreje sprejemamo neke odločitve. Ne. Ja. Jaz bi pa rekel, da si tu v prvi vrsti močno zaupamo, no, da smo že za dobrih 5 let, zdaj proti 6. letu, če še štatero dodamo, že skupaj, tako ali drugače. Ne? Da to pomeni, da nekaj na tej fronti delamo prav, tudi privat smo dobri prijatelji in se mi da tudi to gre zelo z roko v roki. Poznamo pa zdaj že verjetno v trohico, no, se res že vrhunsko poznamo. Točno vemo, kdaj kdo kako igro igra, pa kako fora. Ja, ker ste tudi zasebno zelo povezani, pa me zanima, kako manevrirate med službenim in zasebnim življenjem, kako lovite to ravnotežje, da se to ne začne v nekem trenutku preveč prepletati, kar je lahko potem tudi težava. Ja, tu bi jaz dodal, da absolutno ne samo mi trije, ne, tudi cela ekipa, jaz bi rekel, da imam v Lajmu par najboljših prijateljev. Ne, da, res zelo se zgodi to, da ko si startup, ko si skupaj na eni misiji, ko cele dneve nekako za isto stvar delaš, se trudiš, da tudi pol privat se tako ali drugače imaš iste interese in se ogromno družiš. Ne, tudi pri nas onkraj nas treh se ekipa zelo druži, smo zelo povezani. Je pa to, tako ste sami rekli, veliki izziv. Ne, to recimo en večer igraš skupaj karte, ne, po službi, veš pa, da imata skupaj recimo 8 sestanek, ne, primer, ne, in je to zelo takecno, spravi, en dan prijatelj karte, zjutraj si mu pa šef, pa moraš reči, to ni bilo okej, ne. Smija to taka zelo taka delikatna stvar, na kjer pač se tudi, kot si mi učimo, pa rastamo nekako to narediti. Ne. Vlada pa tudi v ekipi neko močno zaupanje, teda če je neko to zaupanje, pa če se kritike dobro sprejmejo, smija to dobra osnova, da lahko gre in eno in drugo. Pa smo se ravno zadnjič hecali, ne, mi en sodelavec Niko je učitelj rekel, Nejc, pa se ti nikoli ne odmisliš line bookinga, ne, da tudi včasih nekih privat pol, da preveč, kdaj mislijo video, pa rečem, kaj pa to, ne, teda se verjetno moram jaz na tem dela, da ko je privat, da nekako malo bolj odklopim, no, ampak je pa lepo, no, se mi zdi, da se taka prijateljstva, tu so zgodila, ki bo ostala za življenje, teda to se mi zdi ena od najlepših stvari line bookinga, vsaj pri meni. No. Kako pa se morda odnosi spremenijo, ko doživite neuspeh, razočaranje, ko se zalomi, ko ne gre tako, kot ste načrtovali? Ja, jaz mislim, da vsak nek tak neuspeh, bi jaz rekel, da na prvo žogo zaboli, ne?
ampak je pri nas odziv vedno tak, ok, kako lahko zdaj to izboljšamo, kje smo naredili napako, kaj se lahko naučimo iz tega. Plus ravno to, kar je Nec rekel, bi rekel, ta raven zaupanja drug v drugega je tako visoka, da vemo, da če se zgodi neka napaka, če se karkoli zalomi, da ni bilo namerno, ker vsi delamo v dobri veri, vsi se zaupamo, da dajemo maksimum od sebe. In bi jaz rekel, da je pol takoj nek instinktivni odziv, ok, gremo to izboljšati, kaj smo naredili narobe in pač se neko tako odzovemo pol na neke take stvari. No. Da se potem tudi ne pokvarijo odnosi oziroma da ni nepotrebnega kreganja ali karkoli. Ja, mislim, tega dejansko moram reči, da v 5 letih, odkar imamo podjetje, dejansko ni prišlo do tega. In se mi zdi, da je res to posledica gojenja te kulture zaupanja, iskrenosti, pa tudi tega, da so res to ultra ambiciozni, odgovorni posamezniki. No. Kdaj pa je bilo recimo v teh skoraj 6 letih najtežje? Kdaj je bilo res težko? Jaz bi rekel, da vse za mene osebno je bilo po mojem najtežje takrat, ko je bila na eni strani agencija na polnih obratih še in ko smo počasi delali neko tranzicijo online, ko je bilo pač takrat sta bile to 2 podjetje, ki so od tebe zahtevale ne 100, ampak 110, 120%. Ne? A ste takrat še študirali ali ne? Takrat smo jaz pa Marcel še hodila na magisterski študij. Teda je bilo pa še to. No. Pa še izpite smo nekaj redno opravljali, tipo magistrirala. To so v bistvu bile magisterski študij, pa 2 firme za voditi, ki so si med sabo bile komplet različne, pa so zahtevala obe ogromno fokusa. Tako da jaz bi rekel, da takrat je bilo za mene osebno, verjetno najtežje. No. Ko je tudi tak res isto fokus, prioritet, kaj je zdaj res pomembno, tu moš ti, takrat sem se jaz najbolj tak počutil, vsak dan, kaj pa zdaj. Ja, se strinjam, jaz mislim, da takrat je bilo res težko obdobje, ker je bil to srce te je vleklo k Lajmu, razum te je vleklo k agenciji, ker je agencija financirala Lajm. Starši pa na faks. Starši so te pa na faks, ja. Tako da se mi zdi, da takrat smo kar, lepo obdobje. Ja. Kakšne so vaše ambicije o rasti? Kako tudi pristopate do potencialnih kupcev? Mislim, nam je rast vrednota. Ne? Jaz vem, da če mi nehamo rast, je to z Lajmom. Mi moramo, je rast, mislim, neki temelj našega obstoja. Tako vsaki startup je zato obstaja, da raste. Ne? In zato mi ogromno damo fokusa kot celo podjetje v rast, kako lahko še hitreje rastemo, kaj bi še lahko probali, neke nove načine rasti, konstantno iščemo, se o njih pogovarjamo. Teda rast je pri nas v bistvu bit vsega. Ne? Zato tudi za 2026 imamo gromozanske plane, kako bi lahko še hitreje rasli, na kak nov način rasli. Teda jaz mislim, da to nekih opcij za rast pri nas, pa potencijala na trgu, tako so sami rekli, trgi se širijo ogromno. Teda se ful veselim vsega, kar sledi. No? Jaz smo zdaj dokazali, da znamo rast, pa na nas, da pokažemo, da znamo rast še hitreje, pa še boljše. Ne? Teda to. Ja, sej to je bilo v bistvu, če vprašanje, kakšne stopne rasti imate v mislih, no, kakšni so vaši načrti? Zdaj recimo, do zdaj smo šli vedno vsaj krat 2, ne? Kar je za startupe v tem nekem obsegu, kjer smo mi, ne? Je to zelo zavidljiv dosežek. Ne? Tako da jaz mislim, da krat 2 je neka stvar, kar bomo probali držati naprej. Ne? Ja? Teda je pa res, da pri večjih cifrah je krat 2 boš toliko več. Veliko več, ja. Seveda, ne. To smo se včasih hecali, ko smo, mi dosti spremljamo tudi mesečne rasti, mesec za mesecom, ne. In smo se enkrat hecali, ne, 100% mesec za mesecom, čistem na začetku, ne, kako dolgo lahko to držimo, ne. Ampak jaz mislim, da do nadaljnega je krat 2 neka realna, je pa to zahteva od nas, da se vsako leto na začetku vsedamo pa rečemo, fantje, punce, kaj bomo pa zdaj, ne. In da te to brca vrit, da pač narediš nekaj res dobrega, no. Ali načrtujete v nekem trenutku spustiti v lastniško strukturo tudi zaposlene, recimo z manjšimi deleži, s čimer se tisti, ki to počnejo, motivirajo zaposlene? Jaz sem zdaj ravno spremljal, je vlada zdaj par dni nazaj, ne, če se ne motim, je bilo ravno sprejet zakon, ne, oziroma neka bo šla potrditev zakon, ne, na to temo ESOP, mi temu pravimo. Ne, potrdili so predlog, ja. Predlog, ja. Jaz to mislim, da to prava pot in zelo podpiram tudi to smer nekako, da bomo mi kot podjetja imeli neko tako opcijo, da bomo lahko tudi to, ker to je veliki problem do zdaj bil, ker se to pravno formalno je bil to veliki izziv, ne, ampak jaz mislim, da je to za neke startupe, ki so visoko, hitro rastoče, neka prava pot, ja. Kako pa sicer motivirate zaposlene? Pa jaz mislim, absolutno neka motivacija, ta ekipa, ta povezanost, ta ekipni duh, a ne. Poleg tega tudi neka tak priložnost, da si ti del neke take zgodbe, da jo soustvarjaš,
da nisi sam številka, ne, da si oseba z imenom, priimkom, da bi rekel tudi predvsem, da ekipo motivira to, da je njihov impact takoj viden. Ne. Narediš neko stvar, takoj vidiš nek odziv iz trga in zelo hitro pol lahko rasteš pa napreduješ skozi to. Ne. Do tega, da pač res omogočamo nek tak karierni razvoj, neko plezanje po tej karierni lestvici, ki je po mojem mnenju pač hitrejše kot v nekih mogoče bolj ustaljenih podjetjih, sploh za take mlade. Ne. Mislim, da jim je to neka dodatna motivacija, da v bistvu ob faksu, ob drugih obveznosti dejansko dobijo neka zelo poglobljena znanja direktno z trga, ko jih mogoče drugje ne bi dobili. Ne. Imate veliko še študentov, ki ob študiju delajo za line booking? Ja, mislim, večinoma so to absolventi v bistvu, no, zaključnih letnikov, ne, ko imajo mogoče še kakšno obveznost. Ne. Ampak predvsem jaz, ko se tako pogovarjam z ekipo, se jim zelo cool se jim zdi, ko slišijo nekaj na faksu, nekaj teoretičnega, pa potem mi to dejansko v praksi testiramo, pa dobimo neki feedback. Se mi zdi, da to pol tudi mogoče olajša to študijsko izkušnjo, ker lažje potem povezuješ neke stvari. A ne, tudi nama z Nejco, konkretno, ko smo hodili na faks, smo pol vedno poslušali ta predavanja, mi da so bila na smeri podjetništvo, se pravi, so bile tam neka predavanja na temo rasti, na temo širjenja na druge trge, in se mi zdi, da pol to tako implementiraš v praksi in tudi lažje pol pelješ to študijsko pot ob vseh ostalih obveznosti. Ja, smo pa mi tudi veliki zagovorniki tega. Mi smo začeli firmo mlade, ne? Mi smo že neko vrednost na trgu ustvarjali zelo mladi med faksom, tako da tu smo mi vsi zagovorniki tega, da mladi že lahko nekaj konkretnega danes pokažejo. Ne? Če je pravi posameznik, če je ambiciozen, če se bo hitro učila, jaz mislim absolutno. No? Dajmo mladim priložnost, da se dokažejo. Mi smo jo dobili, oziroma smo se jo sami ustvarjali skozi trg, nas je trg sprejel in ja, valjda, mi gradimo firmo na mladih. Ne? Kje se pa vidite čez 10 let? To je dobro vprašanje. Jaz mislim, da verjetno, da bomo mi vsi trije še vedno v nekih podjetniških vodah, a bo to line booking, a bo to kakšne druge zgodbe, ne vem, ker 10 let je zelo dolgo obdobje. Vem pa, da vsaj za sebe, no, da ko enkrat padeš v ta podjetniški svet, da je to kot neka droga in mislim, da to potem do konca življenja nekot voziš. No. In tudi se mi zdi, da so to marsikateri drugi podjetniki tudi že sami povedali, da težko greš ven iz tega, no, da konstantno želiš pol neke druge zgodbe, neke druge izzive. Tako da jaz verjetno od sebe čez 10 let še vidim v nekih podjetniških vodah. No. Jaz tudi nisem ziher, ki bomo čez 10 let, ampak upam pa, da bom obdan z večino teh ljudi, s katerimi sem obdan v ekipi danes. No. Ni važno niti projekt, ni važno niti, ne vem, kak, ampak jaz sem vesel, da sem obdan z večino ljudmi, s katerimi sem obdan, ker skupaj rastemo, skupaj napredujemo, ker sem imam fajn z njimi. Ne? Teda upam, da bom z večino ekipe, ki je zdaj v Lajmu, tudi čez 10 let, da bomo še naprej skupaj. No? To je meni največ pomembno. No? Hvala za pogovor in uspešno še naprej. Hvala. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije podjetništvo je MG Motor.